Hello in en lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo in vsem, ki boste to gledali kje druge, v Access Consciousness Slovenija, Access Bar Slovenija, mogoče na moji profilni strani. Danes sem tukaj, da vas povabim na delavnico korekcija vida, ki bo potekala 8. februarja v Murski Soboti. Torej, to je to prihajajočo soboto. In na tej delavnici se boste lahko naučili kar dva procesa, s katerim si lahko popravite vid. In sicer je en proces je ta korekcija vida, torej proces, ki je res, mislim, tako pač specifično namenjen temu. No, vse tudi ta drugi je specifično namenjen temu, ampak tega pač običajno pa poznate korekcija vida, s katerim so si ljudje odpravili, pač oziroma zmanjšali dioptrijo, odpravili dioptrijo, odpravlja stigmatizem, cilindre, tako da vse sorte, torej eni pač odvrgali te optične pripomočke, očala, leče in tako naprej. Torej, to je en proces, ki se ga boste lahko naučili na tej delavnici. Drugi proces je pa proces, ki odpravlja degenerativne spremembe makule. Torej, kaj je makula? Makula je rumena pega, torej rumena pega se nahaja na mrežnici, torej v ozadju očesa. In ta rumena pega, v bistvu to je središče tam, kjer najbolj jasno vidimo, torej, in če pač to pride do neke degeneracije, pa ne vidimo več jasno. In torej, kaj se s to rumeno pego dogaja? Torej, tukaj rumeni pegi, to govorim zdaj tako zelo posplošeno, je veliko teh malih živcev, ki se imenujejo fotoreceptorji, ki sprejemajo svetlobo, torej skozi oči, in potem se ta svetloba pretvori v električni impuls, ki se potem v naših možganih pač prikaže kot slika. In za ta proces, torej pretvarjanje svetlobe v električni impuls, je potrebna velika energije in tudi kisika, zato pol pač staranjem, v bistvu pač ta proces se začne tukaj degeneracija in zato pol se tudi pač vid naš ni več toliko jasen. In ta drugi proces, ki se ga boste naučili na tej delavnici, odpravlja torej neke genetske degeneracije te makularne stvaritve, ker ta rumena pega pač mora biti zelo na nek določen način organizirana in če ni, potem takoj pride do neke, kako bi rekla, popačenja vida. In ta proces odpravlja, ker tudi določene stvari so tako, kot da bi bile genetsko pogojene, torej to se večinoma začne dogajati po 50. letu starosti, ampak kaj, če ni potrebno. Tako da, torej, ta dva procesa se boste naučili na tej delavnici. Torej, ta delavnica bo v Murski Soboti, v Papilio centru, oziroma to je tako med Mursko Soboto in Beltinci. Tako jaz ful rada hodim tja v te kraje, ker tako ful prijetna energija. Vedno sem malo lušten, tako da nekaj mest je še na voljo, tako da čas je še za prijavo, tako da se nam pridružite. Če pa ste kje tukaj iz okolice Ljubljane, Gorenjska, bom pa imela tudi ta dva procesa, torej v okviru ene delavnice 8. marca, v soboto 8. marca v Hiši neskončnih možnosti, torej v mojemu prostoru na Lavrici. Tako da lahko se pol pač, če vam je Murska Sobota le nekoliko predaleč, lahko pridete pol v Ljubljano. Po tej delavnici ste praktik teh dveh procesov, kar pomeni, da lahko začnete takoj prakticirati na sebi in drugih, torej na družinskih članih, prijateljih, lahko če imate že neko dejavnost, lahko dodate to kot neko storitev zraven. Tako da, ja, mogoče vam preberem nekaj pričevanj iz moje spletne strani ljudi, ki so bili ali na individualnih tretmajih korekcija vida ali na delavnici. Torej, izkušnje strank. Po enem tretmaju se odpelje domov brez očal, po obisku delavnice korekcija vida popolnoma opusti očala. Po enem tretmaju vidi dobro kot ris. Torej, to so njihove izjave. Po rednem izvajanju tretmajev žena poroča, da mož nima več dioptrije. Torej, to moram povedati, da mu res redno izvajala, in pa je rekla, da pač ne rabi več očal. Po enem tretmaju sem še isti dan dobila par sporočila: Draga Barbara, zlahka tipkam brez očal. Črke so sicer še malo odebeljene, ampak tudi zapiske lahko povsem jasno berem brez očal. Še dopoldan je bilo daleč od tega, kako lahko še boljše kot to.
Potem naslednja, draga Barbara, že nekaj dni mi gre po glavi, da ti napiše naslednjo ugotovitev. Kdor se odloči za korekcijo vida, naj ve, da bo spregledal na več načinov. Torej, to morate vedeti, ne? Torej, korekcija vida ne samo, da korigira torej fizični vid, tudi imate večji uvid, pa ljudje pravijo tudi, da se jim spremeni pogled na sebe, torej drugače začnejo gledati na sebe, v smislu, če so se prej obsojali, v bistvu začnejo videti sebe kot bitje, kot to, kar resnično so. Pa recimo sama korekcija vida tudi vpliva na, recimo, če ima kdo težave s sinusi, in mogoče še malo več tudi pol kasneje povedala, kako pač ti procesi niso tako enoznačni, kot jih marsikdo želi narediti. In pol naprej še pričevanja. Moram povedati, da sem imela pred delavnico pogosto utrujene oči in kot da bi videla megleno. Včasih tudi očala niso pomagala in sem se čudila, od česa je to. Od trenutka, ko si na delavnici omenila entitete in jih naslovila ter odslovila in imam lahke oči, in to je sedaj moja nova realnost. Sem v dopuščanju vsega, kar je povezano z vidom, pogledi in očmi. Hvala in kako lahko še boljše kot to. Ja, torej morate vedeti, da jaz na tej delavnici naredim veliko facilitacije, v smislu naslovimo vse tiste stvari, ki so lahko vplivale na to, da se vam je vid poslabšal, oziroma da ste si vid poslabšali, od tega, da mogoče niste želeli česa več gledati, ste si začeli zatiskati oči pred čim, sovražim nekaj gledati, do entitet, ki prav tako lahko vplivajo na to, da vidimo megleno ali pa kaj pač drugega še, a ne, vse to naslovimo in seveda vse to, kar prinesete s sabo na delavnico, pogledamo, če pač ste voljni izpostaviti, vprašati. Tako da, že ena gospa mi je rekla enkrat, že ko sam to facilitacijo, v bistvu vsa ta vprašanja posluša, a ne, dejansko že na podlagi tega se je ful zboljšal vid. Potem je ena gospa napisala, neskončno hvaležna za ta proces. Skratka, pred nekaj leti sem imela dioptrijo 1,5 in 1,75 ter cilindre. Sedaj sem menjala očala, 0,5 in 1,0 z manjšimi cilindri. Prijavi se in pridi na ta proces, top bomba. Tako da, ja, tudi jaz imam sama izkušnjo s tem procesom, ker jaz sem prej ful dobro videla. Pol sem imela pa leta 2018 prometno nesrečo, me avto zbil na prehodu za pešce in sem imela tudi z vidom, sem imela pač, tako sem zelo megleno videla recimo na telefon, takole kot sem zdaj brala z telefona, isto nisem mogla, je bilo tako vse zamegleno, še posebej, če je bilo tako na svetli podlagi, svetu tekst, in sem si, ja, z izvajanjem teh procesov se mi je ful zboljšal vid, predvsem pa z mojo voljnostjo, pogledati stvari, ki jih prej nisem bila voljna pogledati, tako da zdaj spet vidim normalno. Mislim, če lahko rečemo temu normalno, ne? Torej, kako lahko še boljše kot to, kako lahko še vidim boljše, kako lahko vidim dobro kot ris. Karkoli že to pomeni, ne? Ja, torej, kaj sem še mislila povedati? Ja, torej, korekcija videa, torej ti telesni procesi niso tako enoznačni, kot bi jih marsikdo želel narediti, torej, zakaj je to, ker namreč te telesne procese ko jih začnete izvajati, jih začnete tudi spoznavati, vidite, kaj kreirajo specifično za vaše telo, pol kaj s telesnimi procesi kreirate za druga telesa, in ja, lahko imate tudi mogoče oseba, s katero delate v paru, ali pa vi, če se boste tega procesa naučili, imate mogoče še vi kakšne specifične sposobnosti s tem telesnim procesom, ali pa s telesi, ne, in zato lahko ustvarite še nekaj drugačnega. Pol, na primer, sam proces korekcija vida, v temu procesu pokličemo, mislim, da enih 6 energij in je noter tudi recimo ničelna vsota travme, plus druge še, a ne, in dejansko prvo kot prvo naslavljamo neke travme, ki smo jih doživeli z očmi, ali izpostavljenosti nekim bliskavicam, močnim reflektorjem, ali pa mogoče smo videli kaj travmatičnega in smo pa zato pač smo si nadeli, pač, ko bi rekla, na nek način spremenili vid, da tega nismo več tako pač gledali. In v končni fazi pa lahko pripelje ta proces tudi do spremembe na katerem drugem delu telesa, torej izvaja se konkretno na očeh, ampak
lahko pripelje tudi pač spremembo na kakšnem drugem smislu. In tudi to morate vedeti, da telesni procesi torej delujejo na telo in na bitje. Zato pač, ko delamo telesne procese, se velikokrat nas spremeni pa tudi nekaj v življenju, nek odnos do nečesa ali nekaj začne biti lahkotnejše. Tako da pač spremembe so lahko raznolike in oseba vedno dobi toliko spremembe, kot jo je voljna prejeti. Tako da, ja, vsak dobi dejansko svojo spremembo. Ja, tako sem rekla, bolj ko jih uporabljamo te procese, bolj ko jih prakticiramo, bolj jih tudi spoznavamo, bolj vidimo, kaj kreirajo. In ja, kaj vse še mogoče, ne? Jaz tudi na delavnici tako ful se rada pogovarjam z ljudmi, kaj vse oni ustvarjajo z procesi, ker ja, jaz imam določene izkušnje, določene informacije, lahko pa to za nekoga to nekaj čist drugega je to spremenilo, čist nekaj ali pa nek čudež nekomu se zgodil, ne. Tako da, ja, sem zelo vesela, ko dobim kake te informacije. Tako da, če še ne znate tega procesa, oziroma teh dveh procesov se nam pridružite, lahko se pridete tudi zgolj sam pocrkljati, prejeti te procese, kar je tudi tako ena varianta, ker za ceno, to ceno, ki je delavnica, pač dvakrat prejmete proces, dvakrat ga podarite, torej vsak proces enkrat prejmete, enkrat podarite, in dejansko tako pač dejansko dobite 4-krat proces med to delavnico, v smislu, ker kot nekomu, kot vi podarjate proces, ga hkrati tudi prejemate, ker to tako deluje vzajemno podarjanje in prejemanje. Tako da, ja, v končni fazi ljudje mi hodijo zdaj tudi tako, samo da prejmejo 2-krat proces in to je to. Tako da lahko tudi že nekateri so bliže na delavnicah, sem prihajajo, zato da prejmejo mogoče od koga drugega, mogoče v neki drugi energiji. Tako da, ja. To je to, no. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vašo pripravljenost biti nekaj drugačnega, biti neka drugačna možnost v svetu, za to, da raziskujete drugačne možnosti in odpirate prostore tudi za druge tam, kjer jih prej ni bilo. Tako da, hvala in se vidimo. Čau, čau!